zdaj vabim profesor dr. Ano Kranjc, da se mi pridruži tukaj za mikrofonom. Njo bi lahko na dolgo in široko seveda predstavljala in smo jo tudi predstavili na letnem posvetu, sem zaslutila kar eno majhno zadrego, a ne, Ana, in bom preprosto rekla naša Ana. Se že poznamo z vsemi. Seveda. In še tista ena beseda za Ano, seveda, modrost. Ampak sem v skušnjavi, da še dodam kakšen, ne, modrost, oceanska modrost, izvolja. To je pa medgeneracijsko sodelovanje. Lep pozdrav danes. Za medgeneracijsko sodelovanje je potrebno delovanje. Kje naj stari in mladi sodelujemo, če nismo na obzorju, če nas starih ni nikjer v javnosti, če smo družbeno izključeni in če je to 650 000 ljudi v Sloveniji, 1/3 prebivalstva, pa se bomo vprašali, ali jih potrebujemo ali ne, ali kako bi jih potrebovali. Ampak to je stara pesem, ki zadeva diskriminacijo po starosti tudi mladih, trg dela jih ne sprejema. Ko so polni znanja, polni energije življenjske, ne morajo delati. Ni, čakajo, se zaposlujejo tu in tam, ker vztraja družba pri zaposlovanju kot osnovni formuli preživetja in jo favorizira z vsemi dajatvami. Če si zaposlen, potem ti najmanj prispevkov daje delodajalec, tako je gospod, ki je zaposlen 2 ure na teden v enem od zdravstvenih domov v Ljubljani, zaposlen, zato nam zaposlenost pada. Mi nismo spregovorili, niti sprejeli koncepta fleksibilnih oblik dela, ki so v razvitih državah nastajale in grejo zelo hitro navzgor tudi v Sloveniji z razvojem fleksibilnih oblik dela. Tega naše ministrstvo ali noče rešiti, ali ni ideološko sprejemljivo, ali kaj drugega. To v veliki meri zavira tudi eno cel sektor izobraževanja, ker nismo priznali, da je znanje nam vsem potrebno. Nimam PowerPointa, ker me zelo moti, če ljudje berejo tekst in ne poslušajo mene. Ker spregovorjena beseda ima tako ali drugače en čustveni naboj in doseže dušo drugih. Komunikacija se odpre in se poslušamo. Zdaj to so naše dileme, ki se odpirajo. Zdaj, da bi zagledali se, kje smo, jaz sem bila zelo hvaležna vsem, ki so v Portorožu nastopili z raziskavami. Raziskava je le bila za funkcionalno nepismenost, ki je 3-krat bila v Sloveniji delana in potrjuje zanesljive podatke in z drugih področij tudi. Pa tudi to, kako spreminjamo cilje Evrope v naše cilje, ker smo malo drugačni. Pa smo res drugačni in koliko časa bomo še ostali drugačni, se sprašujem. V začetku 70. let so razvite države spreminjale srednjo šolo v splošni tip izobraževanja. Ne več strokovnih šol, en tip izobraževanja. Finska, Švedska, Amerika in tako dalje. Ko sem jaz te ideje prinašala iz mednarodnega sveta, so bile tuje, nesocialne, utopija. Ampak danes je to utopija, ki jo že živimo. Kdo jo je izsilil? Ljudje. Starši, maturantje, ki bodo in želijo gimnazijsko maturo, so pa na srednji tehnični. Sramežljivo in počasi je prišla ta gimnazija iz leta 1970 k nam tudi leta 2015 ali pa 2014. Da je delno možno za tiste, ki malo drugače mislijo, tudi to. Zamislite si, kako počasna pot gre naprej. Mi rabimo pri ljudeh kompetence. Kompetence so osebnostne lastnosti, tudi znanje, tudi informacije morajo podpirati, ampak so samozavest, so prepričanje, da lahko odločam, da se hitro in pravilno odločam, ker živim v družbi sprememb, družbi, ki nas v vsakem koraku preseneča. Mi ne vemo zjutraj, kaj se nam bo dopoldne zgodilo. Dobro, da imamo telefone pametne in vse novo tehnologijo, ki nam pomaga. V tej družbi se moraš neprestano odločati, a imamo to lastnost, kdo jo ima.
Ali ste, druge so, kaj se ljudje na delu pritožujejo. Zdaj jaz upam, da gospodarska zbornica to rešuje. Ne pritožujejo se nad znanjem, ki jim ga je fakulteta dala ali neka srednja šola in tem, kar delajo, to jaz mi grede opravim, rečejo, ampak gospa, jaz sem zbolela zaradi odnosov. Ali pa jaz sem odšla, ker ne prenašam več, govorimo o mobingu, govorimo o čustveni izgorelosti ljudi. A vidite, to so čustvene zadeve. Mi moramo pri kompetencah igrati na čustva. In kdo igra na čustva? Kdo ureja medosebne odnose? Široka znanja, da se ti znaš tudi v druge vživeti, v cilje, v podjetje, v občino, v okolje, kjer živiš v sosedsko in rešuješ glede na vse te komponente, prinašaš odločitve in si postavljaš cilje. In te lastnosti mora danes imeti vsak. Ampak kje naj se funkcionalno nepismen človek, ki ima nekončano osnovno šolo ali dokončano osnovno šolo, to so velike kategorije prebivalstva, ki so v strukturi do leta 2002 bile recimo 38% prebivalstva. Dodamo k temu še po raziskavah funkcionalne nepismenosti še osebe s poklicno šolo, ki padejo tja, jih imamo 400.000 v Sloveniji, ki tega niso zmožni. Zdaj pa mi lahko prisegamo na javno priznane programe in veljavne in tudi naštevamo, kdo jih lahko uresničuje, ampak naša pot se bo zavozljala. Mi ne bomo stopili naprej, dokler tistih akterjev, ki že na terenu delujejo, pod pritiski razvoja, gre razvoj z ljudmi naprej, ne s predpisi, z ljudmi. Primer. Ministrstvo za kulturo nima denarja, se pritožujemo, predsednica PEN-kluba vstopi, ker nima denarja, da bi elektriko plačala in tako dalje. Uradno kultura ni pomembna. Dejansko je pa kultura podlaga za razvoj kompetenc. Ljudje morajo nekaj doživljati, da razvijajo svoje kompetence. Doživljanje so čustvena zadeva. Ne moreš ti, če ti nekdo predava, nekaj doživljati. Mi ne bomo spreminjali s predavanji ljudi in kompetenc, ampak z dogajanjem v kraju. In tu so vsa društva. Tu je celo področje amaterskih društev, ki delujejo presenetljivo kot eksplozija v Sloveniji. Pridete v malo vas Vrhpolje, recimo na Vipavskem bolj konkretno poznam, pa pravim, kaj vse se dogaja v vaši vasi, naredili ste znano rimsko bitko, pa kako oprema, pa konji, pa vsi šlemi, ki so jih morali mediji ščiti, puščice in ne vem kaj. Ja, cela vas je celo zimo delala. Ampak ljudje so začeli doživljati skupnost in začeli so doživljati, da oni lahko nekaj naredijo, kar se bo potem pokazalo javno. 10.000 ljudi je to gledalo, rezultate ne vasi, pravim, kaj pa se kaj dogaja, ljudje pravijo, a veste, da nimamo pregleda. Pri nas se toliko stvari dogaja, da sploh ne vem, kaj bo naslednji teden. Vprašam včasih sosedo, pa še tudi ona nima pregleda. Mi tudi nimamo pregleda, v Ljubljani sploh ne, pa v drugih krajih ne. Ampak kaj se zdaj dogaja? Ljudje so zaslutili, da rabijo to. Mi imamo tam vasi, gledam, vsaka vas, 6 km narazen so vasi, vsaka ima amatersko gledališče naenkrat. Ormož nam je na konferenci lani povedal, enkrat na leto pride celjsko gledališče v Ormož, takrat se dobimo in se poslovimo, rečemo, se vidimo naslednje leto, kot v naslednji vojni, a veste. Po nekaj letih tega doživljanja občani, ki so hodili na to predstavo, rečejo, zakaj pa mi ne bi nekaj pripravili, pa imeli svoje predstave in tako se je začela v Ormožu amatersko igralska skupina, ki deluje za občane in je vedno razprodano, vedno polno. Tudi tam, kjer so gledališča po vsakem kraju. Kaj nam pove? Razvoj in populacija, ljudje grejo za razvojem mimo predpisov in nam dajo, kaži pot, kaj naj delamo, čemu naj sledimo. Mi moramo poštevati ljudi, biti z njimi živeti. Kdo nam pa to poroča vmes? Kdo nam to poroča?
če ste bili nekateri včeraj mogoče na našem abonmaju Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, je bil krasen ruski film, kjer so isti odgovori, kot jih daje naši centri za socialno delo. Policija daje materi, se je otrok zgubil, vse smo popisali, podatke se dali, mi bomo pustili, če se bo fant vrnil naslednje 12 dni, je pa sneg zunaj, če odvisno, kje bo prenočeval, to je upor mladega, mogoče bo prišel živ ali bo pa zmrznil. Mati pravi, kako, pa jaz ne morem oditi s takim vašim odgovorom. Gospa, nimamo sredstev, da bi mi zdaj ne vem koga poslali na teren, da vašega otroka išče. Ja, kaj pa naj naredim? Je rekel, sem tako dober in uvideven, da bom še nekaj minut vam posvetil, vam dam številko tega in tega društva, ki išče zgubljene osebe. In film kaže naprej, ta mati se obrne na to, dobi spremljevalko, ljudje grejo na teren, pregledujejo teren naselja, kleti, blokov in tako dalje, če bi ta otrok, ki je tam pristal. Vidite organizirano stvar, ki je vraščena v ljudi in grejo tudi babici domov nekam v neko dačo in iskati in tako dalje. Ministrstvo se od tega oddali, ne more, ker ne pozna kanalov in se ne poslužuje teh ljudskih oblik dela. Tu vam potrjujem, kako pomembni so društva, nevladne organizacije. Evropa zelo pospešuje razvoj društev, mi smo dobivali dve obdobji sredstva za našo mrežo Univerze za tretje življenjsko obdobje, da se ojačamo, da postavimo administrativne stvari v redu, poslovanje z domačimi stranmi, vseh mreže in tako dalje, da pomagamo vsaj v nekih osnovah, zastaviti bolje sistem, ampak ko smo to končali, so nas izključili iz razpisa kohezijskih sredstev, ker smo društvo. Imamo stik z ljudmi, vidimo za potrebe, smo kompetentni in usposobljeni, mi naše mentorje neprestano usposabljamo vsako leto, zdaj smo pa uvedli multimedijsko usposabljanje, nadaljavo vseh mentorjev, kadarkoli hoče, gre na ta komplet na internetu in tako dalje. A vidite, kaj hočem s temi primeri? Razvoj je šel naprej in zahteva rešitev določenih problemov. To so veliki problemi. In poglejmo, kaj so naše prednosti. Zelo podpiram vse, kar sem slišala od kolega Beltrama. Mi imamo dve veliki cokli, ampak ne tako, da se zapremo samo na en segment izobraževanja odraslih in rečemo, to je to. Ljudske univerze so moja dolga ljubezen od moje kariere, ki je začela nekako ob ljudskih in z ljudskimi univerzami, ker sem jaz prakso črpala iz dejavnosti ljudskih univerz. Sodelovanje je bilo zelo trdno, ampak ne moramo zdaj izobraževanja odraslih leta 2020 zapreti na ljudske, na javne ustanove, ker mi rabimo žuborenje društev, nevladnih organizacij, področja kulture. Mi nismo nikoli kulture povezovali z izobraževanjem odraslih, tradicionalno ne. Od recimo 60 let prejšnjega stoletja je bilo zelo jasno, delo in škola, rad in škola. A veste, šola naj se prilagaja temu in izobraževanje odraslih naj usposablja za delo. Ko ste rekel, da najboljše rezultate daje osnovna šola, dajmo ljudem, recimo napredne organizacije, kot je Rade Končar in Iskra in tako dalje, so imele notranje osnovne šole. V Zagrebu jih je bilo 8000 delavcev Rade Končar, ki je bil na osnovni šoli. Delavcev iz terena, ki so prišli v Zagreb, se niso znašli več, da ne bi produktivnosti Rade Končara in kvalitete dela znižali, so jim takoj dali osnovno šolo. Se pravi, vlagati v splošno izobraževanje. Zelo sem navdušena nad napredkom, da danes slišim od drugih nastopajočih, tudi Portorožev, kako pomembno je splošno izobraževanje. Mi smo človeka tako usposabljali, kot da bi gradili hišo, pa smo gradili samo dimnik navzgor. Nekako je stal, kakor je stal ta dimnik. Hiše pa s tem nismo več delili. Zakaj? Ker smo take ljudi rabili v industriji, pri masovnem zaposlovanju. Človek je bil podaljšek stroja, opis delovnega pravila, se spomnite.
Jaz sem imela tajnico, sem samo enkrat jo prosila, smo omaro spremenili, smo potegnili na omaro, stran je bilo šare in pajkov in vsega in pajčevine. Sem rekla, dajte metlo na balkonu, ima snažilka metlo, pa pomete tole. Ona me pogleda zaprepaščena, kako si jaz to pa njej to reči, rekla, to ni v mojem delu, v opisu delino pravil. Ona je bila tajnica na Centru za razvoj univerze. In sem rekla, ne sekirajte se, jaz znam pometati od malega, ko sem še mami pomagala, da bom jaz to naredila. A veste, človek je bil podaljšek stroja, dela in opravila, stroj je določil, kaj bomo pri človeku razvili. To nevrologi zelo lepo potrjujejo, sam en delček možganov, to določene gibe. Če se spomnite Šaplinovega filma, Šarla Šaplina, ko gre delavec iz tekočega traka po pločniku domov, še vedno tiste gibe ponavlja, ki jih je delal pri stroju, ker drugega ne zna. Danes smo obrnili paradigme, ampak bi bilo dobro, da bi razmišljali vsi skupaj, bomo kaj domislili in odkrili novega. Človek postane gospodar nove tehnologije. In dokler tega ne razumemo, se bojimo umetne inteligence. Moja vnukinja diplomirana v Hamburgu na umetni inteligenci, pa se jo kaj sprašvala, sem rekla, pa mi se bojimo tega, ne? Nimamo se kaj bati. Roboti nimajo domišljije, roboti niso ustvarjalni, roboti nimajo čustev. Kar mu boš okazal, bo vse pobil, če ga boš tako naravnal. Robot nima morale. Ljudje smo zadolženi za moralo. Brez morale nove tehnologije ne moremo obvladati, ker jo namesto uporabljamo, jo zlorabljamo. A vidite, naenkrat gremo v družbo, kjer moramo mi naše najbolj plemenite, najbolj globoke človeške lastnosti uporabljati, namesto mišic. Mišice ima tudi slon, se veste, kako uporabljajo za delo slone, ne? Moč ima marsikdo. Mi smo prodajali fizično moč, kar je evolucijsko pomenilo zelo veliko, da ni bilo treba kmetije podedvati, ampak si ti lepo živel, ker si imel poklic in vsi smo bili zaljubljeni v poklic. Danes ni več čas za poklic, biti zaljubljen, ker se spreminja, ga ni, ne boš tega sploh delal boš nekaj desetega. A veste, ko sem bila jaz v začetku 90-ih let, sem vodila Center za razvoj univerze, pa so prihajali kakšni taki bolj zaskrbljeni starši k nam, če bi mi malo svetovali, kaj ne gre hči zdaj študirati ali pa sin na univerzi, da bo pravo stvar študiral. Pa sem rekla, zakaj vas zanima? Ja, da bo imel službo. Ne? Uči se, da ti ne bo treba delati, a je tako? Slovenci moramo ta pregovor pozabiti. Uči se, da boš sploh lahko kdaj v življenju delal. Vidite, paradigme se obrnejo, zahtevamo od človekove tudi zatrte v preteklem obdobju lastnosti, ki niso razvite. In ta človek mora preživeti in mora hote ali ne hote se učiti. Znanja manjka vsem. Prednosti pa si moramo napraviti, ker znanja nam manjka na vseh področjih. Levo, desno, ne veš kam hoditi in se v gozdu zgubiš, če nimaš orientacije. Naše prednosti, kaj bodo cilji, po katerem zaporedju so zelo pomembne. In nacionalni program je zelo pomemben, v kaj ga bomo usmerili. Eno nevarnost sem zaslutila, bistveno nevarnost, da se ne zavedamo, da je cokla razvoja, pa tudi gospodarstva, pa tudi kulture, pa tudi socialnih razmer. Bistvo razvoja je funkcionalna pismenost. Nefunkcionalna nepismeni ljudje 400 000 naša cokla. Slišali smo, da med starejšimi je zelo nizka izobrazba. Mi imamo 660 000 upokojencev, ker predvidevamo množično nizko izobrazbo, ker so z enega drugega obdobja, drugega načina dela. In če kdo, se morajo danes stari najbolj učiti, ali bomo pa zadušili srednjo generacijo in prvo generacijo. Mi ne moramo živeti 30 do 40 let. Poglejte recimo našega Pahorja, pisatelja, koliko je star? 104 leta, zdaj ima na BBC ena oddaja. Na BBC ena.
To se pravi, da je absolutno luciden in da je dolgoživost lahko doprinos družbi. Dolgoživost ni strah, kako bomo bolne vzdrževali. Dolgoživost pomeni dovoli človeku, da nadaljuje in je še bolj učinkovit po upokojitvi, ko dela tisto, kar vsak lahko dela s srcem, kar so bile njegove sanje. Amaterji prekosijo profesionalce, ker delajo čustveno, osebnostno, so zavzeti. Spominjam se ene naših študent, ki je z rodu Mušičev, slikarja Mušiča, bila je tajnica celo življenje. Po upokojitvi je doživela veliko nesreč, sin je umrl, mama umrla, brat je umrl in je mislila, da bo padla v depresijo, ni mogla si pomagati. Nekar je prijatelja, kiparja prosila, če ji pokaže atelje, kaj dela, kako dela, kakšno orodje rabi, če dela v kamnu in tako naprej. In je rekel, zakaj me pa to sprašuješ, pa reka, jaz bi malo poskusila to. In je rekel, ti jaz dam en kamen, ki sem jih domov pripeljal, pa ga peljeva v tebi, pa dej, to so pa orodja, ti posodim, kar mej. Ko je ona začela kipariti, je kiparila 2 dni, brez jest. Pila je vodo, je imela tam pa na vecer, je hodila, ker ni mogla nehati. Zakaj? Ker je dala vsa čustva ven. In tu je neke vrste obelisk, kjer najdete portrete mame, sina, moža, brata, ampak vse v neki drugi perspektivi. Neverjetna stvaritev. Verjetno boljše kot njeno tajniško delo, 30-35 let je delala za svojo pokojnino in varnost v starosti. A vidite, tu ne smemo nobenega podcenjevati in njegovo delo moramo izkoristiti, ne ga blokirati. Tu je pa zakonodaja v Sloveniji, bi rekla, nepremakljiva že nekaj časa, ne. Evropa nas ne podpira, Eurak, organizacija Evropska starejših so rekli, da to je v drugih državah rešeno, da moramo na nacionalnem nivoju to urediti, da bo trg dela se odprl za mlade, za stare, za brezposelne, za vse ljudi, ki imajo premalo denarja za preživeti. Ni treba socialnih podpor, ljudje znamo delati. No, zdaj sem vam nastavila to tudi zato, da bi utemeljila temeljne spremembe in naše prioritete. Če kaj, so naša prioriteta stari, mi moramo teh 650-660 tisoč ljudi predelati v eno drugo novo kvaliteto, ne da imate, poslišim v pauzi veterinarja, ki je vodil neko veterinarsko kliniko, ne zna odpreti e-maila, ker on to v službi ni delal, ni bil, zdaj ni več v službi, ne rabi interneta. Smo ga prepričali, da ko si upokojen, ne rabiš interneta. Kakšna zlagana resnica. Mi moramo zahtevati, da to naredi in da shodi to pot in da se digitalizira. Mi vsi delamo reformo zdravstva, ne? In se čudimo, zakaj ta minister in drugi ne grejo v reformo. Temelj nove reforme je digitalizacija zdravstva. Vi ne morete verjeti, da imajo velike mape, pri nas starih še zelo zmečkanih papirjev in rabi en izvid z laboratorija, medicinska sestra, in išče po teh papirjih in vrsta stoji in čaka. In išče in ne dobi, in ker ni dobila in vi trdite, da mora biti tam, ker ste bili v laboratoriju, ona gre še enkrat, vestno dela, samo kliknila bi in bi imela na računalniku. Ni treba, da sedimo v čakalnicah in čakamo, mi si lahko sami izmerimo sladkor v krvi, pa še kaj drugega, pa pritisk, pa je na internetu, ko je kritično, zazvoni vašemu zdravniku rdeča lučka, naj pokliče tega pacienta. Ampak to mi obravnavamo, mi sodelujemo. Grejo pa ljudje danes, funkcionalno nepismeni, 3 tedne sem jemal antibiotik. Zakaj ste pa jemali antibiotik? Ma nimam pojma. To mi je dal zdravnik, ne vem. Vse sem končal, sem jemal in zdaj ne me pustijo na miru. Zdaj bomo zdravo. Ne. To je še eno opozorilo. Nismo samo v spremenjujoči se družbi, ampak mi smo v družbi, kjer se mnoge dejavnosti prej so zadolževale državo in profesionalne kroge, zdaj zadolžujejo vsakega posameznika. Ko sem jaz šla na neko terapijo v Nemčijo,
mene kliče specialist na zagovor, ker je bil predsednik komisije na ZPIZ-u, naj povem, kjer zdravnik me je poslal. Sem rekla, noben, gospa, dejva se lepo zmed, bodite pošteni, pa povejte, kjer zdravnik vas pošilja, ker bi bil njegova konkurenca, veste. Pa pravim, pa res ne, noben. Pa kje ste pa vi sploh zvedla za to? Pa sem rekla, ja, na internetu. Sem govorila s Frankfurtom, na kliniki so rekli, da me spremijo. Potem smo rekla, Frankfurt je malo daleč, grem bila z avionom, bom še razmislila. Potem München vidim, da je, nakar zagledam, da je nekje tam sredi Baden-Württemberga tudi ista stvar. In sem se za tam odločila, nisem imela, da naš zdravnik sodeluje z njimi inkognito. Ampak ni pomagalo nič, me ni spustil. Kako na internetu, kar tako? Ja, preprosto sem šla, pa sem brala, pa sem se pogovorila, sem dobila številko v Frankfurtu in so mi celo svetovali marsikaj. In končno je pristal na to, ker sem rekla, pa veste, moja družina tele živi v Nemčiji, blizu Göppingena in zato so šla tja, da me bodo malo obiskovali, ne? Z preprostega človeškega razloga, nič posebnega. Ampak ti zdraviš danes sam sebe, ne zdravite zdravnik, ker če si ti njega izbral in te ni ozdravil, je tvoja odgovornost. Ti odgovarjaš za svoje zdravje, za zdravje otrok, za zdravje družine, za zdravje prijateljev, ki jim sugeriraš kaj ali pa ne sugeriraš, pa piješ antibiotik, ki ti ga je dal zdravnik. Pa nič ne pomaga, pa ste šli tja, ste povedali, vam bom menil, pa zakaj ne bi pomagal, če mi je dal. Ja, ne pomaga vsak antibiotik za neko bakterijo, pa najbrž moram meniti, ma ne bom še enkrat hodil tja, me ne briga. A veste, mi znanje ne potrebujemo samo za poklicno delo, ampak za preživetje. Mi ne moremo več biti odvisni od sociale. Socialna varnost je individualna zadeva, ki se imenuje fleksibilna varnost. To nam tudi gospa Zupančičeva iz Ministrstva za delo lepo spremlja to in tudi je pisala članke za našo revijo in tako dalje. Flexible security, flexicurity jo imenujejo. In izobraževanje se tudi dobilo novo besedo, verjetno jo poznate, dobro, da se jo spomnijo. Entertainment and education. Edutainment. Izobraževanje je učinkovito, ko so ljudje sproščeni, ko ni negativnih čustev, sovraštva, sramu. Potem se lahko učijo. Ni blokad, ni stresa. Komunikacija teče, sicer je blokirana. Zdaj, v šolarji nimajo tega privilegija, da bi se učili z veseljem ali ljubili, ko grejo v šolo, ker so preobremenjeni, ampak to je druga zgodba, drugega dela ministrstva. Mi ostanemo pri odraslih in prednost izobraževanja odraslih je, da ljudje imajo svoje motive za učenje. Mi se ne učimo v 5. razredu zato, da gremo v 6. razred, pa v 6. da gremo v 7. pa velik dolg čas, vsi mladina, vsi otroci se dolgo časijo, ker morajo se učiti, zakaj ja, da bom pozitivna, da grem v 6. razred. Mi se učimo za resnične situacije, za resnične probleme, ki jih že izobražujejo, ki so zdaj tu del naše realnosti. Tu bi zelo podprla, da nimamo ali imamo zelo malo, kar je mednarodnih raziskav v glavnem, izobraževanje odraslih mora biti raziskovano, ker je vključeno v razvoj družbeni, gospodarski razvoj, kulturni razvoj in vse sektorje. Izobraževanje odraslih je mešano s temi in odvisno od drugih sektorjev in drugi sektori od izobraževanja odraslih. Mi smo postali učeča se družba po zaslugi raznih manifestacij, ljudskih univerz, tedna, vseživljenjskega izobraževanja in tako dalje, ampak to izobraževanje je preveč razpršeno, da si družba, recimo en študijski krožek na Andragoškem centru v Drežnici, se spomnim, so se odločili, da bodo oni odkrili, kje bi lahko v Drežnici imeli neko javno mesto, ni bilo ne trgovine, ne gostilne, da bi se ljudje srečevali
in to. In so rekli, da bojo to rešili na študijskem krožku. So začeli iskati, kje je bila kdaj kakšna gostilna v Drežnici. Ja, so rekli, to morate iti pa v Čedak, to je tam v arhivih. A veste, mehanik se je vozil z avtom Čedak, da bi odkril, v kateri hiši je bila gostilna in kdo zdaj tam stanuje in mogoče bi kak prostor dali ali kak večji prostor v tej starej bajti, da bi začeli to reševati in so uspešno rešili. A veste, znanje seveda so se naučili gledati po arhivu, mogoče so italijanščino malo izboljša, mogoče pisno slovenščino, ker so pisali razne vloge, kaj bo zdaj v tisti bajti naredili in kje bo neko stičišče, nek kulturni dom, ena soba in tako dalje. A vidite, izobraževanje odraslih mora biti vraščeno v ljudi, to pa dovoljuje raziskovanje terena in tudi poznavanje teorije. Teorija je najboljša praksa. Dokler drži, potem pa ne drži več, je pa treba novo teorijo in spet novo raziskovanje. Učičah družba smo, ampak mi moramo zdaj se skoncentrirati in ne da spreminjamo cilje teh kohezijskih skladov. Evropa pravi, manj izobraženi in stari. Dajte to v Evropi rešiti, da imamo kohezijo družbe in s tem kohezijo tudi Evrope, vlagajo sredstva to. Mi ne moremo ciljev spreminjati, kot smo slišali iz ministrstva, da gremo na poklicne šole. Poklicne šole so problem šolskega sistema, že zdavnaj bi morali biti višje šole, že zdavnaj nekateri kompenzirajo s tem, da hodijo obrtniki ali pa individualno na, to je težnja, ki jo sili življenje, da dela, ker drugega ne more, gre na mojstrski izpit. Tudi to je fajn, to je približno višja šola, ne. Doseže ne vede, ne hote višjo šolo, ker rabi, jaz moram mojstrski izpit delati ali pa ne moram več na trgu biti. Zahtevajo mi govorijo stranke, take stvari, sploh ne razumem, kaj hočejo. Ja, čas je potekal, jaz kaj se vprašamo, če ne bojo ljudje hodili v službe, če ne bo poklicev, če ne bodo delali, tako kot smo navajeni, kaj pa bo. Običajno me vprašajo, kaj pa ljudje delali, če ne bojo hodili delati, če bo zelo malo zaposlenih in stalno. In je tudi mene kar skrbelo, sem rekla, ja, vidimo Luna parke, vidimo razne kinoteke, ki imajo sedeže, ene normalne, ene nenormalne, ker te trese, šprica voda na tem in tako dalje. Ampak to se mi zdi izgubljena investicija. Kaj bo? Ameriške znanstvenice so nastopile na enem od konferenc mednarodnih z dokazi, da je glavno delo prihodnosti človeka učenje. A veste, nismo učenja priznali kot delo, ampak zdaj ga bomo morali. Učenje je tudi napor, lahko je sladko, lahko je prijetno, ampak je delo, možgani morajo delati, če se učimo. In to nam je neka popotnica za naprej, da se zagledamo kot najpomembnejši sektor družbenega delovanja in dobimo tudi to mesto počasi v družbi, ki nam pripada. Zaprit vsem drugim sektorjem. Hvala lepa.